4 leta po drugi svetovni vojni je bilo v Ljubljani ustanovljeno podjetje Živila, predhodnik Mercatorja, ki je prodajalo zgolj 40 živil. Med njimi mast, olje, sladkor, sol, sardine, rum in pakete pomoči po vojni. Slabih 10 let kasneje so se Živila preimenovala v Mercator ali latinsko trgovec in na svojih policah že ponujala kavo, čaj, riž in bolj eksotične izdelke. Konec leta 1959 so v Kozolcu na Bavarskem dvoru v Ljubljani odprli prvo Mercatorjevo samopostrežno trgovino v mestu. V 50-ih pa celo svojo prvo bencinsko črpalko. V 60-ih je bil Mercator že prepoznaven z enotno grafično podobo M. Tudi uniforme zaposlenih so tedaj v znamenito belo-rdeči barvni kombinaciji. Na začetku 70-ih je svoja vrata odprl znameniti Maxi Market. Kmalu zatem pa je na čelo Mercatorja stopil Miran Goslar, ki velja za očeta sodobnega Mercatorja. Jaz sem si zastavil cilj, da ta tako zvani kmečki videz Mercatorja spremenim in mi je bilo tekmovanje z Mono eden od stimulansov. Po odstavitvi Goslarjevega naslednika Živka Pregla je v igro stopil Zoran Janković. Kandidat je bil Zoran Janković. Jaz tam kot svež član sem doživljal pritiske razne od ostalih udeležencev v tem procesu in nadzornem svetu. Tako da me je pravzaprav celo, sem potem stopil na stran, bi rekel, kapitalskega dela, da tako rečem, ki je bil zelo čvrsto proti Zoranu Jankoviću, razen Staneta Valenta. Zoranu Jankoviću je gladko uspelo in stopil je na čelo slovenskega trgovca. Jaz osebno sem ambiciozen, verjamem vase in svoje sodelavce v Mercatorju in želim, da dosežemo, ne da je Mercator samo eno največjih slovenskih podjetjih, pa da lahko mi rečemo najboljši. Zoran Janković, ki je Mercator prepletal tudi zasebnimi posli, njegovo podjetje Elekta je namreč sodelovalo pri gradnji Mercatorjevih centrov, je dobil krila in zdelo se je, da Mercatorjevega leta v nebo ne more ustaviti nihče več. Leta 1998 so odprli prvi Mercatorjev center v Kopru na več kot 12.000 kvadratnih metrih. Že leto pozneje je zaživela spletna prodaja, pa uvedba prvih lastnih trgovskih znamk in znamenite kartice ugodnosti Pika. Začela se je ekspanzija na trge nekdanjih republik Jugoslavije. Mercator je odprl prvo M-tehniko, potem se je v Mercator vpletla politika. Leta 2005, ko je bil Mercator praktično res neka zvezda med slovenskimi podjetji, je zgodil znameniti razvpiti sestanek avgusta 2005 v kabinetu takratnega predsednika vlade Janeza Janše, ko se je preprosto Mercator prodalo za vpliv politike, takratne vladajoče politike na časopisno hišo Delo. In tukaj se je v bistvu zgodba tega Mercatorja začela. Zastavili so ga in se medsebojno nekako zbiznisirali Igor Bavčar, Boško Šrot in Janez Janša. In vemo, kako se je potem ta politična kalvarija razpletla. In obstajajo resni indici po poročanju medijev, da ste bili 12. avgusta letos prisotni na sestanku, na katerem se je obravnavala prodaja Mercatorja in ste bili seznanjeni s poslom. Nikoli pa ta vlada ali jaz osebno o konkretnih poslovnih aktivnostih ni odločala, ni sklepala, ni se pogovarjala, ni določala cene delnic ali kakšnih drugih transakcij. Začela se je matematična igra vpliva. Paradržavna sklada Sod in Kad pa sta delnice Mercatorja prodala Istrabenzu, ki ga je vodil Igor Bavčar, in pivovarni Laško Boška Šrota. Zoran Janković je v tej igri postal poraženec, s tem tudi njegovo načrtovanje lastniškega preoblikovanja Mercatorja, s katerim bi njegovi četrtinski lastniki postali zaposleni, država, zunanji lastniki in vodstvo Mercatorja. Sledila je odmevna odstavitev Zorana Jankovića, ki je trdil, da je Mercator bil njegov otrok. Mercator je takrat potem prevzel novi vodja uprave, to je bil Žiga Debeljak, zanimivo, danes predsednik uprave SDH-ja, ki ga mnogi tudi v nekih levih opcijah favorizirajo kot nekega čudežnega dečka, pa vendarle je treba poudariti, da je ravno Žiga Debeljak bil tisti, ki je Mercator daleč najbolj zadolžil za 1,5 milijarde evrov pri številnih bankah, mislim, da kar 56 bank upnic je bilo na koncu. Sploh ne morem razumeti, da je kot finančnik se toliko zadolžil. Veste, Mercator iz mojih časov pa
iz časov Jankoviča je bil najboljši plačnik, vedno. Žiga Debeljak je nadaljeval ekspanzijo na balkanske trge. Nekaj let zatem sta soustvarjalca Mercatorjeve usode in odstavitve Jankoviča, Bavčar in Šrot doživela sodni epilog. Boško Šrot pa je bil tudi prvi ponudnik prodaje Mercatorja. Če bi nam dovolili prodati Mercator, bi mi poplačali vse dolgove in ne bi bilo nobene luknje. Pivovarna Laško je s povezanimi družbami in Infond Holdingom objavila poziv za prodajo svojih 48% delnic v Mercatorju. Med ponudniki je največ prahu dvignila ponudba hrvaškega Agrokorja, a je posel v prvem poizkusu propadel. Pogled v bilance jasno kaže, da Agrokor pravzaprav za nakupom Mercatorja poskuša sanirati svojo finančno situacijo. Banke upnice, ki so razlastile Boška Šrota in Igorja Bavčarja, so se ponovno podale v prodajo Mercatorja. Med ponudniki je bil novič Agrokor, ki je za delnico ponudil 195 evrov in sprožil plas ogorčenja in zahtev po zaščiti nacionalnega interesa. Lastnik Agrokorja Ivica Todorić je takrat že obvladoval vso hrvaško trgovsko in prehransko industrijo. Zato se je pojavil strah, kaj se bo zgodilo s slovenskimi ponudniki. Smo zelo pošteno napisali, da po nam dostopni podatki gre preko Mercatorjevih polic toliko in toliko hrane slovenskih proizvajalcev in da je verjetno za pričakovati, da če bo lastnik nekdo, ki pa sam proizvaja hrano, da se bo ta delež slovenske hrane pomembno zmanjšal. Mercator je takrat samo v Sloveniji zaposloval 11 tisoč ljudi, nanje je bilo vezanih 78 tisoč delovnih mest v slovenski prehranski industriji. Urad za varstvo konkurence prodaje Mercatorja ni dovolil. Pahorjeva vlada pa je prejemala vse več informacij o tem, da je Agrokorjevo finančno stanje veliko slabše od števil, ki jih je objavljal. Toda Ivica Todorić je lov na Mercator strateško premišljeno nadaljeval. Leta 2011 je ponudil najboljšo ceno in sicer 221 evrov za delnico. A Mercatorjevo vodstvo in takratna Pahorjeva vlada sta prodaji nasprotovala. Mi moramo vedeti, da Mercatorja ne smemo prodajati kot vrečo krompirja, ki se jo proda na horuk na tržnici, ampak da gre za največje slovensko podjetje, ki je največji zaposlovalec, s katerim je ekonomsko povezanih približno 100 tisoč slovenskih družin in zato je treba zelo premišljeno, z ustrezno odpravo tveganj te postopke voditi. Zaradi močnih pritiskov po prodaji Mercatorja je predsednik uprave Debeljak odstopil. Njegov stol je zasedel Toni Balažič. Mercatorjevi lastniki, 10 bank in skupina Laško pa so še naprej igrali mučno igro prodaje slovenskega trgovca, do trenutka, ko je v ringu ostal le še en kupec, Agrokor. Ivici Todoriću je v 9. poizkusu vendarle uspelo. Vse glasnejše pa so bile govorice, da želi banka Unicred, ki naj bi jo v preteklosti Agrokor močno finančno podprl, z nakupom Mercatorja popraviti slabokrvno sliko hrvaškega koncerna in hrvaške živilske industrije. Unicred je bil instrumentalen praktično vseh Agrokorjevih prevzemih. Najprej tako, da ošibi prevzemno tarčo, da jim ne podaljša kreditov, jih spravi v težko finančno stanje, s tem zmanjša ceno prevzemni tarči, ki jo potem Agrokor prevzame za drobiž ali pa celo v veliki podpori države. Tako se je tudi zgodilo. Uprava Mercatorja pod taktirko Tonija Balažiča je opozarjala, da čas prodaje ni ugoden, vendar je morala sodelovati pri prodaji. Ivica Todorić je uspel za polovico znižati ceno delnice na 120 evrov oziroma 450 milijonov evrov za cel Mercator. Kljub opozorilom, da prodajamo slovenskega trgovskega šampiona in da bi država v tem primeru morala poseči in ga zaščititi, je takratna vlada prodajo spremljala ob strani. Popolnoma nobene slabe vesti nimam v prodajo Mercatorja, se pa z eno besedico in z eno piko nisem vtikala. Mercator ne prodaja vlada Alenke Bratušek, ampak ga je na mojo veliko žalost prodala ena druga vlada in zato sta na tistem sestanku morali sedeti dve veliki podjetji, ki sta na žalost danes tako povezani, da propad enega lahko pokoplje tudi drugega. Seveda prodaja kot taka pa predvsem prinaša za Mercator stabilizacijo lastništva. Mnogi seveda govorijo o plusih in minusih tega, ampak jaz mislim, da danes v letu 2014 vidimo mnogo minusov praktično nestabilnega lastništva. Čeprav se je Mercator z bankami upnicami dogovoril o finančnem prestrukturiranju skoraj milijarde evrov dolga v primeru neizvedene prodaje Agrokorju, prodaje očitno ni bilo mogoče ustaviti. In tudi vlada je dvignila roke. Jaz sem prepričana, da bi takrat morala poseči
predvsem zato, ker je šlo zares za največje slovensko podjetje, pa ne v tem smislu samo za poslovalca, ampak nekoga, ki skrbi za slovensko živilsko predelovalno industrijo. Mislim, kar mi je bilo grozljivo, je bilo to, da sta bila oba člana uprave NLB-ja. Najprej je bil to sedanji predsednik Blaž Brodnjak, še bolj pa takratni predsednik uprave Janko Medja, en največja pravzaprav lobista, da tako rečem, za hrvaškega tajkuna Todorića, ki je kasneje klavrno propadel. Ob tem je zanimivo, da je Agrokorjevo ponudbo med manjšimi lastniki Mercatorja sprejela tudi družba KLM, v kateri je imel nekdani prvi mož Mercatorja Zoran Janković 62,5% delež. Ivica Todorić je uspel poravnati kupnino, cena delnice pa je znašala le še 86 evrov. Tudi če bi bil nek izrazito zagrizen neoliberalec, po tej ceni ne bi prodajal. Ne. No, da rečem takole. Tako da to je vprašanje za druge poklice, najmanj dva, izrazito različne. Ja. Koga? Kriminalista? Pa zdravnike, ja. Psihiatre, ja. Lahko bi rekli sramotno tragični konec za slovenski nacionalni ponos, še zlasti zato, ker je Mercator končal v rokah neuspešnega, pač pa krepko zadolženega koncerna Agrokorja. Konkurenti so kasneje prišli, zgodilo se je seveda tisto, kar smo se bali, da je bila prodaja seveda poslovno slabo zamišljena, konec koncev je Hrvaška potem doživela svoj zlom z kupcem in vse to, kar danes pravzaprav vidimo v vseh teh desetletjih v prerekanju lastnikov, v ozadju bank in tako dalje, je na nek način agonija te korporacije. Še dobro, da pravzaprav je Mercator v takšni obliki vendarle preživel. Dejstvo je, da se združujete dve hudo zadolženi podjetji in žal samo v matematiki minus in minus data plus. Gospodarstvu minus in minus, dolg in dolg, daje še večji dolg. Treba reči, da z Agrokorjem v Slovenijo vstopa vse tisto, kar smo se zadnja leta želeli znebiti. Podjetje, ki temelji na dolžniškem kapitalu, ki ga upravljajo banke. Edini interes bank pa je, da povrnejo svoj denar. Meni je pomogao taj bivši menadžment Mercatora. Oni su vukli jako loše poteze u trenutku kad su se borili da ja ne bi ušao, da ja ne bi bio investitor. Ja nikad nisam bio ni sa jednim političarom slovenskim, ni sa nikim. Svi su se i bojali, niko te nije htio primiti. Posel je bil zaključen, strah, da bodo slovenske proizvode na trgovskih policah nadomeščali hrvaški, pa se je počasi, a vztrajno uresničeval. Ta proces je nekako stekel v tisto smer, katero nismo želeli. Morate pa vedeti, da kadar govorimo o nekih procentualnih krčenjih, da to kar velik delež lahko pomeni, glede to, da v tistem času smo rekli, da Mercator pomeni okrog 450 milijonov odjema slovenske proizvodnje. Z tega zornega kota je to, kar se dogaja tudi na tem področju, ki pa je seveda z vidika prehranske varnosti za Slovenijo, kot zdaj kaže, strateško še toliko bolj pomembno področje. Tukaj smo v bistvu doživeli jasno tudi veliko težavo, ki je pa povezana z usodo Mercatorja. Ivica Todorić pa je Mercatorjevo zgodbo gledal z drugačnimi očmi. Jaz sem preuzeo jednu veliku odgovornost za jednu veliku slovenačku kompaniju, koja je tada bila, ja bih rekao, orijentirana i organizirana na način koji nije vodio nekim modernim pravcima razvoja takve industrije. I više sam nego siguran da u tom kratkom vremenu smo napravili jedan ogroman posao i promijenili Mercator i dali mu jedne dobre temelje za njegov daljnji budući rast i razvoj. V nekaj letih se je uresničil črni scenarij in Agrokorjev potop. Njegovo poslovanje so pod drobnogled vzeli kriminalisti, sledil je pregon nekdanjega lastnika in direktorja Todorića. Medtem je Mercator skupaj z zdravim jedrom Agrokorja in po številnih zapletih leta 2021 pristal v naročju Fortenove. Pomembno je, da ima Mercator zdravega lastnika in lastnika, ki vidi potencial v Mercatorju. Ob različnih zapletih, razpletih, finančnih in drugih težavah se je v trenutku porodila utopična ideja, da bi Mercator odkupili oziroma da bi vnovič prešel v slovenske roke.
Jaz si želim dvoje. Eno je, da Mercator dobi stabilnega lastnika, vidim ga v bistvu v neki dolgotrajni državni lasti, ki jo lahko dopolnjujemo tudi z deloma pač zadružnim lastništvom dobaviteljev. Drugo pa je, da mora za tem stati neka zelo jasna kmetijska strategija. Ko se enkrat stvar zavozi in zavozi tako temeljito, kot se je pri Mercatorju, politično in poslovno, zgodbe pravzaprav ni mogoče popraviti. Tako da tukaj ni mogoče pričakovati kakršnekoli pametne rešitve, morda bi šli samo v nek nov krog zapletov, ker bi morda bilo za Mercator še slabše, kot pa je zdaj, ko iščejo take ali drugačne mednarodne rešitve. V teh letih hrvaškega lastništva se je počasi in vztrajno zniževal delež slovenskih proizvodov na njegovih policah. Enako velja tudi za tako imenovane trgovsko blagovno znamko. So spremembe v asortimanu, kdaj si na policiji, kdaj nisi na policiji ali pa si bolj slišan, manj slišan. Dejstvo pa je, da nikakor ne bi bila to naša želja, ne, da nismo prisotni na policiji od katerega trgovca, kajti dejansko, sploh če proizvajaš lastne blagovne znamke, je za tebe vsak meter police pomemben. Kako pa so spremembe mešetarjenja doživljali kupci in zaposleni v Mercatorju? Po zamenjavi prvega moža Mercatorja v Sloveniji, Čizmiča, je vajeti prevzel Tomislav Kramarič. Sprehod po trgovini pa razkriva tudi težke razmere zaposlenih z minimalnimi plačami. Poglejmo eno od zgodb zaposlene, ki je delala v številnih Mercatorjevih trgovinah. V trgovini, v kateri trenutno delam, je prisotno tisto avtoritativno vodenje, kar pomeni, da vodja od delavcev pričakuje samo izpolnjevanje nalog, da bodo poslušni, da bodo vse naloge izpolnili brez tega, da so pohvaljeni, ker pohval ni nikoli. Pogosto so kritizirani. Zaposlena dodaja, da so v vodstvu gluhi za pripombe zaposlenih. Kupci pa, dodaja naša sogovornica, pogrešajo čase z bogato, pestro ponudbo živil. Ponudba je razen redkih izjem slaba. Pomemben problem je tudi fluktuacija delavcev, ker jih je veliko zapustilo in so šli drugam delati. In je to očitno, se vidi ta pomanjkljivost delavcev, slaba organizacija, ni timskega dela, ni organizacije, kar tudi stranke opažajo. Po lanskem zaprtju tehničnih trgovin so prejeli nove, spremenjene pogodbe o zaposlitvi z novim, verjetno spornim dodatkom. Najbolj sporno je tisto, kar so napisali, da so delavci lahko premeščeni v katerokoli trgovino v Sloveniji. To je neprimerno, recimo, da bi nekdo, ki je prišel recimo 10 km do službe, bi mogoče zdaj bil premeščen v drugo trgovino zaradi začasne spremembe delovnega mesta ali pa trajne, odvisno, in bi se recimo moral voziti 100 km do službe. Ta delavec mogoče ima družino, otroke. A Mercator je dobil certifikat družini prijazno podjetje. Ker se pogosto dogajalo, da delavci iščejo dopust in ga ne dobijo takrat, ko si želijo. Se pravi, imajo družino, bi šli nekam z družino. Dobijo jo takrat, ko se vodi odloči. V kakšni finančni kondiciji je trenutno Mercator? Direktor Kramarič si ne želi pred kamere. Bojda bo številke razkril šele po objavi letnega poročila na Ajpesu. Če bi se lahko pohvalili, bi to zagotovo storili, tako pa lahko sklepamo, da slika ni prav rožnata. Mercator pod taktirko sedanjega direktorja Tomislava Kramariča si bomo zapomnili tudi po lanskem zaprtju vseh trgovin Mercator Tehnike in 29 manjših živilskih trgovin, ki se jim bo letos pridružilo še 43 tistih, ki naj bi poslovale z negativno bilanco. No, Mercator je seveda danes eden izmed ponudnikov. Konkurenca je danes mnogo večja kot pred 20 leti ali 25, ko je bil pravzaprav na vrhuncu svoje razvojne moči. In z tega zornega kota je seveda vse, kar ob tej sanaciji, ki teče tudi že več kot desetletje, stoji za tem podjetjem oziroma za to korporacijo, je pravzaprav zgolj še neka agonija, ki Slovenija pač občuti predvsem z vidika zapiranja trgovin, z vidika seveda bolj ali manj racionalizacije poslovanja. To lahko pomeni več stvari. Se pravi, da se bodo ljudje tistih okolij obračali na druge trgovce, na mogoče tudi na takšne, ki nimajo naših blagovnih znamk ali pa niti naših proizvajalcev, tako da to lahko pomeni krčitev trga.
In seveda mi to res budno spremljamo oziroma nas skrbi, po domače rečeno, nas skrbi. Najboljši sosed pa je skupaj s Fortenovo pravkar izgubil še priložnost nakupa slovenskega trgovca Tuš in se odločil, da bo upravljanje ter nabavno službo preselil iz Slovenije. Kaj to pomeni za slovenske ponudnike, proizvajalce? Tudi ta selitev recimo nabavnih tokov v Zagreb ali pa kakšne druge države lahko pomeni daleč od oči, daleč od srca. Se pravi, težje prideš do nabavnika, težje mu ponudiš nov asortiman. Zaprtje manjših živilskih trgovin bo nedvomno prizadelo prebivalce oddaljenih krajev, starejše. Čeprav Mercator v teh primerih poizkuša najti franšiznega partnerja, ki bi prevzel trgovino in nadaljeval dejavnost, je uspeh tega ravnanja vprašljiv. Veste, je pa zadeva taka, v tistem hipu, ko vi greste danes pogledat trgovinsko dejavnost in ko imate vendarle ob slovenski recimo poseljenosti, nekje v območju 20 km, vendarle nekoliko večje centre, ljudje se usmerjajo vanje in potem majhne družinske trgovinice, recimo razdrobljene, preprosto brez nekega subvencioniranja, recimo na občinskih ravneh, ne morejo preživeti. Vprašanje, ki se postavlja v tem trenutku, je tudi, kakšna bi bila usoda Mercatorja danes, če bi pred desetletjem ostal v slovenskih rokah. Z vidika poslovne racionalizacije bi se najbrž dogajalo morda v manjšem obsegu nekaj podobnega, kajti tudi dobri in veliki trgovci dobro premišljajo, zlasti tisti, ki so začeli z zelo širokimi mrežami, so kasneje prisiljeni v določeno stopnjo racionalizacije, kajti število trgovin in predvsem velikih konkurentov je v teh 20 letih seveda bistveno naraslo. Mercator je svojo 76-letnico letos praznoval bolj tiho. Kljub težji konkurence in cenovno ugodnim diskontnim prodajalcem je še vedno velik zaposlovalec v Sloveniji. Po zaprtju nekaj ducat trgovin naj bi jih ostalo še okoli 350. Bo načrt sedanje uprave o prestrukturiranju uspešen? In nenazadnje na vprašanje, ali je še vedno najboljši sosed ali samo še sosed, pa si že zdaj lahko odgovori vsak potrošnik sam.